Dober večer, dobrodošli na tokratnem literarnem zdajtrku z Nino Kremžar. Nina Kremžar, lep dober večer. Enako. In lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate po različnih spletnih poteh. Lep dober večer vsem. Nina Kremžar, si pesnica, pisateljica, urednica, zaključila si študij anglistike, japonologije na prvi stopnji, potem si se vpisala na komparativistiko in angleščino, jo končala in zdaj v bistvu si doktorska študentka, profesorica, umetnica. In kako v bistvu združuješ vse te tri plasti, vse te tri sisteme, ki so nam vseeno ločeni med sabo in jih združuješ v svoje delo? Ja, moram priznati, da včasih težko, predvsem zaradi pomanjkanja časa. Ampak imam to veliko srečo, da sem si za doktorat zbrala tematiko, ki je prav tako povezana s poezijo. Tako da ni to samo akademika, ampak je vedno še ta osnova, ta baza poezije, ki me res izpopolnjuje, tako da tudi pri doktoratu kombiniram to recimo osebno plat z akademsko platjo. Na splošno se mi pa zdi, da mi kot ustvarjalki ustreza pravzaprav ta dvojnost, ker velikokrat se zgodi, če si res samo ustvarjalec, nekako lahko zgubiš ta stik s širšo družbo, zaprt si v svoje besede, v svoje ustvarjanje in se mi zdi, da je ta pristan stik z ljudmi in tudi mogoče te vsakodnevne obveznosti, kdaj ena taka zanimiva protiutež potem kreativi, predvsem pa mogoče potem kreativa, kdaj zaradi tega vsaj pri meni bolj intenzivna. Tako da jaz v bistvu vedno iščem ravnotežje in včasih kakšne pesmi nastanejo glih zato, ker so recimo bili dnevi obremenjeni s čim drugim in je potem ta ventil, ki pride v obliki pisanja, mogoče toliko bolj intenziven. In torej v bistvu na nek način ta realnost se kaže v bistvu tudi v tvojem discipliniranju, v delu. Z nami moram reči, da je danes v bistvu vitezinja leta 2019, Uršuljanka, ravno zaradi tega je potem tudi kot nagrada izšla knjiga oziroma pesniška zbirka, pesniški prvenec, Dostop na odprto morje. Kako je torej ta festivalskost, ta vključenost, ki je v bistvu danes na nek način zelo pomembna, vpliva na te? Ali si v bistvu angažirana, ali pišeš torej po razpisu, ali je pesem na nek način že napisana, pa se odzoveš na ta razpis, jo dodelaš, izpiliš? Ja, zelo odvisno moram priznati, predvsem zato, ker so tudi razpisi v našem prostoru zelo različni. Recimo, tako kot si omenila, Pivčev pesniški turnir je pač popolnoma odprt, edina omejitev je število verzov in pa je tematsko pravzaprav popolnoma odprt. Potem so pa pogosto kakšni natečaji, ki pa tematsko bolj zapirajo, recimo polja. Taki natečaji potem zahtevajo, da napišeš nekaj izrecno za natečaj. Predvsem opažam pri kratki zgodbi, je velikokrat tako, da je število besed zelo omejeno in potem imaš recimo zgodbe, ki so dolge 10.000 znakov, daš pa zgodbo, ki je dolga samo 5.000 znakov, kar pomeni, da marsikatera zgodba, ki je tako dolga, ne bo več funkcionirala, če jo za polovico skrajšaš. Tako da tudi sama to zelo prilagajam in sem napisala pesmi in zgodbe specifično za natečaje in tudi pošiljam kdaj zgodbe in pesmi, ki so pač nastale same po sebi. Ker si pomenila Urško, ja, ta festivalskost meni se zdi pomembna predvsem zaradi skupnosti, zaradi tega, ker se potem tam združujemo, ker spoznavaš ljudi, predvsem zato, ker najdeš ljudi, s katerimi se lahko o literaturi pogovarjaš. Česar mogoče ni vedno tako veliko, zato sem tudi jaz zamenjala študij na primerjalno književnost,
In tam se mi je v bistvu odprl ta svet, kjer je vratelj teh ljudi, ki se radi pogovarjajo o literaturi, precej več, kot sem jih prej imela v svojem življenju. No. Tako da ni tako zelo samoumevno, da najdeš tako publiko, jo moraš poiskati. Jo moraš sam poiskati, ne? In ravno pri tvojem uredniškem delu potem se pozna ta tvoj izbran okus, ki se v bistvu kaže tudi potem v leposlovju. Kako torej potem kot urednica ti sama odbiraš leposlovni material, ki ga je mogoče včasih veliko za določeno revijo, za določene natečaje, tudi ne vem, ker tudi sama imaš potem izkušnje, sodeluješ na natečajih, na festivalih in potem se sama znajdeš v vlogi urednice Novega zvona. In kje je potem ta naloga, tvoja naloga urednice in izbire besedil leposlovnih? Ja, jaz imam pri Novem zvonu to srečo, da imam 3 odlične sodelavce in se odločamo skupaj, tako da nisem pač, pravzaprav celo oni ponudijo svoje prvo mnenje in potem ga jaz recimo potrdim ali pa zavrnem, oziroma se pač res odločamo skupaj, ker se mi zdi, je za vsako urednikovanje lahko samo pozitivno, ne? Da imaš pač več ljudi, s katerimi deliš svoje mnenje in potem lažje mogoče vidiš, kdaj na eno besedilo vplivala tvoj oseben okus, pa je lahko besedilo vseeno kvalitetno. Tako da to deljenje mnenj se mi zdi zelo pomembno. Pri Novem zvonu je pa tako, da smo zelo odprta revija, ker shajamo na spletu, je res se pogosto zgodi, da smo prva objava za določene avtorje in še zato se mi zdi posebej pomembno, da smo odprti, da smo razumevajoči in da pač razumemo, kakšnim kriterijem morajo besedila zadostiti. Tako da pač seveda kdaj tudi se odločamo glede na avtorja, če vemo, da nam je en avtor že pač poslal več besedil in vidimo njegovo izboljšavo, ga bomo recimo izbrali za objavo tudi na podlagi tega. Ampak osebno se mi zdi zelo pomembno ta stilska izčiščenost. Predvsem se mi zdi, da kdorkoli, ki pošlje kamorkoli besedilo, ki je polno slovničnih napak, ne more pričakovati, da ga bo jemali resno. In tudi, če ga želiš jemati resno, pravzaprav ga nekako ne moreš. Tako da to se mi zdi ena tista osnovni pogoj, na katerega mladi avtorji ali pa avtorji, ki začenjajo, radi pozabijo. Druga stvar je pa ta, da pač, predvsem se mi zdi, da tisti, ki veliko berejo, da se bo to poznalo na besedilu. Ker se pozna na izvirnosti, pozna se tudi na bolj izčiščenem slogu in zelo hitro se zasledi, ko pač besedilo ni dosti dobro, je dejansko prvi nasvet, ki bo avtorju pomagal, beri več. In beri več sodobne slovenske literature. In tudi piši več, ne? S tem, ko pišeš več, znaš odbirati. Točno to, ampak pač ne pošlji vsega, kar napišeš. Tako, ja, seveda. In ravno tukaj, ko si rekla prečiščen slog, mogoče bi si tukaj obedve izmenjali mnenje. Jaz imam sama občutek, da so besedila vedno bolj natančno napisana, vedno manj napak, vedno bolj sodobna so tudi za tiste, ki so začeli šele s pisanjem. Ni veliko zvočnega ujemanja, ni več nekih klasičnih podob. Bi se mogoče sama strinjala s tem? Opažaš enako? Popolnoma strinjam, pravzaprav velikokrat, ko pride kakšen, recimo na delavnici kreativnega pisanja, pride en mlad pesnik in se mu pač vse rima. In vedno mu bojo starejši kolegi rekli, lej, poslušaj, veš, to je pa že malo izpeto. Ampak v resnici je res, ne? Rima je pač imela svoj čas, imela je svoje zgodovinsko obdobje, kjer je funkcionirala, kjer je delovala, kjer je bila nekaj novega. Danes se mi pa zdi, da se je izrabila do te točke, kjer moraš biti res izveren, da funkcionira. Nekateri pesniki v slovenskem prostoru to še vedno vladajo, predvsem so to ponavadi pesniki mogoče majčkeno starejše generacije. Medtem ko pač pesniki, ki pa zdaj pišejo, se mi zdi glavni problem je to, da pišejo v rimi zato, ker mislijo, da pač rima je enako poezija.
ne razumejo, da pač poezija ni rima, da če se ne rima, to ne pomeni, da to ne bo več pesem. Ne? In zato, in ker posledično rima zraven sabo prinese, so pa potem to klišeji. To je tisti problem, ker se največkrat pri rimi začne pojavljati, ker pač začnejo vsi pisati kot Prešerni in ne razumejo, da smo leta 2020 in da ne moramo pisati kot Prešerni in da če napišeš, da ti srce krvavi, to ni nič več novega. Ne? Se mi zdi osebno, meni še vedno da rimo uporabljati, ampak se je treba zavedati, da rima nekaj sabo prinese, da te takoj uvrsti v neko tradicijo in pa pač ta zvočni učinek je treba upoštevati. Rima se mi zdi zelo dobro funkcionira kot recimo parodija danes. Da lahko napišeš zelo dobro rimano pesem, ki bo sarkastična, cinična. Če boš pa napisal rimano pesem, ki bo govorila o ljubezni, si pa na zelo tanki meji, da te bojo primerjali z vsemi velikimi imeni svetovne poezije in tukaj se mi zdi težko primerjaš. Ja, ampak ravno, če mogoče se še vrnemo k rimi, oziroma danes, torej svobodnemu verzu, ki se uporablja, v bistvu bi že bil čas, dr. Aleksander Bielčevic se s tem ukvarja, torej s svobodnim verzom, da v bistvu je čas svobodnega verza in kako ga v bistvu zdaj vseeno preučiti in ga na neki način umestiti v določene vzorce, vseeno določeni pesniki pišejo v določenem ritmu, če tudi ni rima, ne? In ta svobodni vers je zanimiv danes. Tudi kako se razdelujejo pesmi na zloge, besede na zloge, posamezne verze. Se popolnoma strinjam, se tako kot prav Borisa Novaka, ne, v svoji študiji Salto immortale, da pravzaprav prosti vers ne pomeni umanjkanje ritma, ne, ampak da pomeni samo to, da ima vsaka specifična pesem svoj individualni ritem. Kar je sigurno s tem. Točno to in pomanjkanje recimo ločil in enjambmenti in tako naprej, to sigurno ustvarja močen ritmični vzorec, ki se ga je pač treba zavedati. Veliko pesnikov to počne zelo ponotranjeno, se tega niti mogoče ne zavedajo, ampak je pa pač to sigurno res, da to niso stavki prozni, ki si jih pač samo razdelil na vrstice, ampak s tem, ko si jih razdelil, dosegel nek učinek. Ja, in potem v bistvu si ravno prej odprla novo temo, torej pisati o ljubezni, kjer smo zelo na tanki meji. Pa me zanima torej tvoje mnenje o izpovedni poeziji, ki ima mogoče pri nas na trenutke negativno konotacijo, v svetovni književnosti, recimo znane pesnice, so v bistvu ravno zaradi svoje izpovedne poezije postale to, kar so. Kje pa tukaj danes, recimo, če se bolj fokusirava na slovensko poezijo in njeno izpovedne tokove? Ja, tako, no. Pravzaprav meni se zdi, da je skoraj vsaka pesem na neki točki izpovedna, ne? Ali pa je vsaj moment pisanja pesmi izpoveden, ne? Ampak tista glavna problematika, ki se mi zdi, da do nje pride pri izpovedni poeziji, je to, ko postane preveč osebna. In se zapre do te mere, da ni več razumljiva bralcem. In to je tisto ravnotežje, ki ga je treba ujeti pri izpovedni poeziji, torej, da je dovolj, ker ne pomeni pa, da pesem ne sme biti konkretna, ne? Ker če bo pa pesem popolnoma abstraktna, bo pa svet visela nekje v zraku in je spet ne bo noben razumel. Torej, to ravnotežje med konkretnimi podobami, ki so lahko avtobiografske ali pa vzete iz resničnega vsakodnevnega življenja in potem v tej splošnosti, torej pesem, ki je intimna na način, s katero se lahko vsak bralec na svoj specifičen način poistoveti. Torej, to je mogoče problem teh izpovedne poezije pri nas, da je včasih tako zaprta, da bralec v bistvu reče, jaz ne razumem tega čustva. A ne?
ali pa da ni preveč literarizirano, ne, kot si že prej sama rekla. Tako, torej, lansko leto ti je šel pesniški prvenec Dostop na odprto morje. Dobila si ga torej, to je bilo na nek način nagrada, ki je pa bila v bistvu tudi delom za Uršuljanko leta 2018. Javni sklad za kulturne dejavnosti torej vsako leto razpiše na začetku leta natečaj in potem v bistvu odbere in izbere najboljšo, ne, zadnja leta ste to pesnice, dvakrat zapored ste bili Nini, tako da sem v bistvu se že pošalila enkrat za Nino Medved, da važno se imenovati Nina, ne. No, šalo na stran. Torej, Dostop na odprto morje. Sama bi se mogoče najprej osredotočila na telo kot medij. Telo se mi zdi, da je v tvojih pesmih kot motiv, kot simbol, ker gre torej za teptanje po trebuhih, gibanje celotnega telesa, ta kinestetika telesa, potem rojstvo, ki v bistvu pomeni smrt, uničenje človeka, torej v fizičnem smislu, govorili bomo recimo o pesmi Aja Tutaja oziroma Za lahko noč. Kaj pesem in telo pomenita danes, ko je telo v času reklam, propagande v bistvu postalo zgolj predmet, potujitev. V tvoji poeziji pa si ga zavzela zelo kompleksno in zelo resno. Govorimo mogoče najprej kot o celoti telesa, pa bi mogoče potem šli na posamezne. Tudi sama sem veliko razmišljala o telesu kot takem, ne? Predvsem, ko si po notranjosti zelo nagnjen k umetnosti, tako kot sem jaz, se zelo veliko ukvarjaš, ne, z umom, s kreativo, z svojo notranjostjo in potem še to združiš z študijem in ugotoviš, da pa včasih ne mogoče zanemarjaš telo, ampak ga jemlješ za samoumevnega, ne, si rečeš, ja, kaj pa tak sem, ne, ampak in ne vem, kaj sem enkrat brala, mogoče bila res ravno pesem, pa se ne bom zdajle spomnila, ampak v bistvu v tem, kako pomembno je naše telo, da nam vse to omogoči, ne, kako je ta posoda, v katero smo zajeti, v bistvu bistvena za to, da lahko ustvarjamo. In tako kot si omenila, da je zdaj telo samo še neke vrste predmet, da je objektivizirano, predvsem se mi pa zdi, da smo s telesi zelo grobi, do lastnega telesa, do telesa drugih in pravzaprav smo blazno kritični in nikoli niso telesa dovolj dobra, ne, in lepotni standardi so blazno naporni za vse, sigurno za tiste, ki jih dosegajo in za tiste, ki jih ne dosegajo, ker dvomim, da jih kdo dosega za levo roko. In mogoče tukaj zato vstopa telo v mojo poezijo na nek način tudi kot pač v bistvu sprejemanje samega sebe, ne, stik sam s sabo, da se pač na neki točki ustaviš in zaveš, da si pač vedno fizična entiteta in da zaradi tega lahko pa mogoče dosegaš neke potenciale nekje drugje, ampak v bistvu ta nežnost do lastnega telesa, no, sprejemanje, tudi to jaz vidim skozi potem te motive, ki jih umeščam v poezijo. In ravno recimo, če začneva s kožo. Koža v bistvu na nek način eden izmed osnovnih plasti v bistvu človekovega telesa, torej že od rojstva čutimo tako negativo kot pozitivno občutenje. In potem torej skozi vse naše življenje, se opravičujem, na nek način spostavljamo kožo nevarnosti, ali gre za destrukcijo drugega ali avtodestrukcijo, ne? In ti tudi v bistvu tukaj govoriš o koži, če se recimo navežem na Almodovarja, zelo pogosto se v svojih filmih ukvarja s kožo, ne? In tudi, ko sem brala tvoje pesmi, sem se na nek način spomnila na njegovo problematiziranje
pojma kože? Ja, mislim, mogoče se je to meni zdelo samoumevno, ampak s čim pa dojemamo srečanje s kožo? Ne, torej, toplo, mrzlo, gladko, grobo. Tudi, če pomisliš, ne, kot otrok že spoznaš, kako zelo boli, če podrgneš samo malo kože, pa res ni neka velika rana, ampak bolečina je pa huda. Torej, mogoče res to, in tudi, ker so mi vedno v življenju ponavljali, ti imaš tako tanko kožo, in potem mogoče res ta podoba kože in tako kot si omenila že od otroštva, ne, pa stik z ljubljeno osebo, je ponavadi res ta dotik s kožo tista, kar je najpomembneje, tako da, ne vem, mogoče je to moja osebna preferenca, mogoče sama tako bolj doživljam svet, ampak ja, se mi zdi, je zelo, zelo pomemben organ za komuniciranje, no, na splošno. In potem imaš pesmi, ki se v bistvu navezujejo v celoti na telo, pa hkrati v bistvu tudi na psiho, ne. Ta razmerja psihofizi so zelo zanimiva. Torej, motivi rojstva oziroma nerojstva otrok. Torej, ženske, ki ne morejo roditi, bodo pa torej dobre za gradnjo, ne. Na nek način to umeščanje pojma ženske oziroma ženskega telesa. Ena izmed pesmi, ki jo ima Janez Menart, ko govori o deklici, ki je bila ranjena v vojni, kjer ima torej protezo, ravno govori o tem, kaj pa bo, ko bo ta ženska odrasla, sedaj se v objemu očeta varno sprehaja, ko jo bojo pa kot odraslo v bistvu uničevale reklame, ženske z naslovnic, bo pa nekaj čisto drugega, ne. In tudi ti v bistvu tukaj problematiziraš in načenjaš v bistvu zelo težko, kompleksno temo ženske v današnjem času. Kaj ženska je? Torej tudi pandemija nas je postavila v bistvu pod vprašaj in delitve nekih vlog, ki so prej že bile nekako samoumevne, danes pa se zopet v bistvu pojavlja vprašanje, ki je ženska, ne. Ja, mislim, sigurno, pravzaprav se mi zdi, da seveda ne živimo v družbi, kjer smo lahko srečni, da sta spola enakopravna, ampak zagotovo pa nista enaka in še vedno nista enaka. In se mi zdijo standardi do žensk še vedno ostrejši, in predvsem pa sama sem veliko o tem razmišljala in tudi, ko si ti rekla, nerojstvo, ne, torej žensko telo kot nesposobno roditi novo telo, se v današnji družbi, vsaj meni osebno se mi zdi, še vedno potem razume kot nek manko, kot nekaj pokvarjenega, nekaj, kar ne izpolnjuje svojega bistvenega namena. Ker se mi mogoče, ker se seveda pri moškem telesu ne bo zgodilo, ne? In pravzaprav se mi zdi, da se premalo preizprašuje pravzaprav izbiro do rojstva. Torej, brala sem en zelo dober članek, da še vedno se danes v naši družbi žensko, ki reče, ne želi imeti otrok, okarakterizira kot nematerinsko, neljubečo, in pravzaprav kot da je z njo nekaj narobe. In se mi zdi, da je to ena zelo velika problematika, ki jo pravzaprav ne nagovarjamo. Torej, če zdaj nadaljujeva iz problematizacije telesa, torej na te pobege, ki jih pa omogoča telo, torej na gibanje, ki jih imamo danes, govoriš v bistvu o migracijah in o v bistvu selitvah lasnih. In jih v bistvu na nek način jim daš uvid, recimo tistega izpred 30 let, ki je bil dosti bolj prijazen, kot je pa recimo danes. Ja, zagotovo se mi zdi, da je premik zelo pomemben. Zame je premik zelo pomemben. Torej, fizični premik mi na nek način omogoči nov pogled, skozi katerega lahko potem ustvarjamo, ne. Torej, umik iz tega vsakdanjega, ne nujno pobeg zaradi nečesa negativnega, ampak pobeg v nekaj novega, v nekaj, kar
ponudi nove spodbude, nov pogled, novo perspektivo. To se mi zdi zelo pomembno. Predvsem pa, premikanje je bilo vedno, se mi zdi, precej normalno v človeškem življenju. Zdaj smo, res v zadnjih 20 letih smo postali zelo občutljivi na to premikanje, na ta strah, ki ga sabo prenaša. Zato, ker velikrat pišem pravzaprav iz tega, ker želim doumeti nekaj, česar mogoče ne razumem tako zelo dobro in tega strahu pred tujstvom ne razumem zelo dobro, zato potem pravzaprav pišem iz takega stališča. Jaz si s pisanjem pomagam določene stvari osmisliti in ta strah pred migrantstvom se mi zdi nekaj, kar je treba še osmisliti, ker je zanimivo, kako se je ponovno spet pojavil v tako zelo intenzivni obliki. Ta strah mogoče pred migracijami pa v bistvu vseeno opisiš, da otroci se bojo pa med sabo igrali ali opazovali. Torej ta strah, tega strahu se očitno preučimo, ker prvinska strahova sta strah pred globino in padanjem. In padanjem. Pravzaprav ne vem, če je to ravno strah pred drugačnostjo, kolikor je mogoče strah pred ogrožanjem tvojega lastnega mesta. Zelo zanimivo je bilo, da so bili v Ameriki zdaj v zadnjih letih največji nasprotniki priseljevanja priseljenci, ker so se zavedali, da bodo izgubili svoj položaj, če bo prišlo toliko več ljudi, ki jim bojo predstavljali konkurenco. Ampak mi je zelo zanimiv pa ta miselni preskok, kako lahko pravzaprav gledaš tako zelo iz lastnega stališča. Kako lahko rečeš, zame je to bilo v redu, ampak za vse ostale, zdaj, ko sem pa prišel čez to mejo, bi pa za vse ostale rad ta dostop zaprl. Ravno to, ta paradoksalnost Amerike v bistvu celina priseljencev. In tukaj je to zelo nelogično. Torej, pomemben, ali bomo pa naredili raje tako, bi podelila z nami najprej svoje pesmi, pa bomo potem nadaljevali s pogovorom. Z veseljem. Bom prebrala za začetek Novi Albion, ker se mogoče uvršča v tale najin pogovor. Ja. Novi Albion. Na poti do sem pogoltnila atlantske tokove. Zdaj za sabo puščam izsušene bele sledi. Pristala sem severneje kot nameravano. Ceste tu so nepričakovano ravne in trmaste. Posute s črnim prodom, pobiram kamenčke in jih mečem v reko brez imena, da jih ne dosežejo živali. Tu se mesta držijo pri tleh. Ljudje v njih se držijo pri tleh. Od njih jemljem hrano. Trgamo kruh in vino mešamo slino. Tu ljudje umirajo hitro. Na cesti obležijo črne kosti. Mečem jih v reko, da jih ne dosežejo živali. Hodim glasno, da prestrašim živali in tiste redke, ki so pozabili umreti hitro. Mečem jih v reko, da jih ne dosežejo. Mečem, da jih ne. Ja, posebno občutenje je v tvojih pesmih, ki ga dosegaš, kako v bistvu doseči s pisanjem in potem z branjem posebno atmosfero, vzdušje v pesmih. Posebno se mi pogosto dogaja, da ko preberem pesem, imam čisto drugačne zvoke, ko si jo berem in potem, ko jo poslušam. Pri tebi pa imam občutek, doživljam občutek, da je zelo podobno tvoje branje oziroma
moje lastno branje? Ja, ne morem odgovoriti na prav vprašanje, kako mi to uspe, ker sem pravzaprav zelo zadovoljna, da mi to očitno uspe, ker je to seveda namen, ne. Mogoče res to, da sem zelo natančna pri lomljenju verzov, da zelo dobro razmislim, kje bom verz prelomila, in pa da se tudi zelo globoko vprašam, a bom uporabljala ločila ali ne, ker se mi to zelo nagovarja branje. In se mi zdi, če se za to odločiš, pa predvsem, da res zlomiš verze, tako kot si pač zamislil, in to pa predvsem dosežeš tako, da glasno bereš, da pač pesem sam sebi doma glasno bereš in vidiš, kje postaneš, in potem, če pač ni dovolj jasno na papirju, narediš še en verzni prestop, ampak glasno branje predvsem pač že v postopku pisanja. In torej tudi v tvojih pesmih, tudi tiste, ki imajo kratko formo, se v njih opazi dramaturški lok, kar je v bistvu na določeno kratko pesem zelo težko doseči. Pesem na nek način vzdrži včasih čustva, včasih pa se je tudi lahko v bistvu izjalovi, torej sama struktura. Kako torej uspeti v pisanju pesmi z objetim, torej recimo prvim in zadnjim verzom, ki v bistvu sklene pesem kot neko zgodbo? Jaz bi rekla mogoče, da je trik tukaj krajšanje. Torej, veliko mojih pesmi je najprej daljših in potem pravzaprav kasneje, ko jo popravljam prvič, drugič, tretjič, in za nekaj časovne distance se res zelo strogo odločam, kaj je odveč. Ker ponavadi, ko pesem napišemo prvič, se bomo skoraj sigurno nekaj ponavljali, ker še sami probamo osmisliti čustva, kaj želimo povedati, in to se mi zdi zelo pomembno. Na splošno se mi pa zdi napisati dobro kratko pesem ena res posebna umetnost. Recimo, vrh tega je pa seveda haiku, s katerim se sama mučim. V glavnem, res se mi zdi, da je zelo kratke pesmi, in jaz jih, ne vem, sploh, če bi kakšno od mojih pesmi vklicala za res kratko, praktično nimam, ker se mi to zdi ena zelo težka veščina za usvojiti. Mora pa vsaka pesem nekaj povedati, in ravno zato. Ampak ravno, ko si omenila haiku, kakšen je slovenski haiku? Eden izmed zelo spretnih poetov haikujev je Josip Osti, potem recimo evropski, pa seveda japonski. Ja, Josip Osti ima res čudovite haikuje, s tem se... Ene najboljših, mogoče. Res, ampak predvsem, mislim, če bi bili zelo strogi, je malo kateri slovenski in evropski oziroma zahodni haiku, sploh haiku, ampak so to ponavadi senryuji, ker haiku bi se moral res strogo in izrecno navezovati samo na naravo. Zahodnjaki pa praktično vedno na nek način nagovorimo družbo. In senryu je pa pač v japonski tradiciji tisti, ki je družbeno osredinjen, je pa sicer pogosto malo satiričen. Tukaj mogoče potem mi, predvsem Slovenci, se mi zdi, s to našo tradicijo intimizma, smo potem ustvarjali en ta nov, predvsem pri Ostiju je to očitno ta ljubezenski haiku. Tega ima on res veliko. Ja, zahodni jeziki niso najboljši za haikuje, predvsem zato, ker niso tako zelo zgoščeni okrog zlogov. Japonci lahko z manj zlogi veliko več povejo kot mi, predvsem Slovenci, ker imamo res veliko več zložnic, veliko več zložnih besed. Predvsem je pa ta filozofija v japonskem haikuju, ki jo ne bomo v nobenem evropskem jeziku ali pa kjerkoli drugem pravzaprav bili sposobni ujeti, ker na Japonskem imajo tako zelo močno tradicijo podob. Recimo podob iz narave, pri njih specifična rastlina, naj bo to ginko ali pa lokva, pač rogozi ali karkoli,
zelo specifično asociira letni čas. In torej, ko bo rekel, ne vem, Japonci uporabil češnjo, bojo vsi pomislili na pomlad. In ko bo uporabil recimo javor, bojo vsi takoj pomislili na jesen. In tega v slovenskem jeziku ne moremo doseči. In imajo res Japonci ogromno bazo teh besed, ki se pojavljajo v kulturi, ki so tako zelo nekako zasidrane v njihovi kulturi, da sprožijo zelo močne asociacije, ki zafunkcionirajo zraven pesmi. Ne? In ta globina, ki jo tam dosežejo, je v bistvu zelo težko ponoviti. Pravzaprav je to njihov odnos do življenja. Torej, tudi če gledamo njihove filme in njihovo pojmovanje v filmih znotraj družine, narave, je res drugačno, ne? In s tem tudi lahko napišeš drugačno pesem, drugačen haiku. Ja, se mi zdi sicer čisto super, da se ta pesniška oblika širi na zahod. Pravzaprav se mi zdi, da bi bila itak potrebna izmenjava iz vseh smeri, da bi bila lahko bolj intenzivna. Se je pa pač treba zavedati, da je to filozofsko, naš haiku bazira na čem popolnoma drugem, no, kot njihov. Torej, ta odnos do Japonske si izrazila tudi v eni izmed pesmi. Samo, da jo, mislim, da jo imam tudi označeno, torej, to ni dežela za tujce. In ravno na tem primeru mogoče bi lahko začeli o tvoji globini oziroma neki pradavnini, ki jo je čutiti v pesmih, iz katerih tvoja pesem izhaja, torej o vsem tem pretakanju, o zgodovini, o pojmovanju človeka, ki ni samo tukaj, ampak v bistvu je bil in je tudi recimo v tem posmrtnem življenju, tudi o tem v bistvu govori ena izmed tvojih pesmi. Kako je pa potem, torej, če začneva s to pesmijo, osnovati to pojmovanje? Govorili smo o telesu, govorili smo o premikih, migracijah in v bistvu ravno tukaj, torej na eni strani vsebitnost, vse mirje človeka, ki ga v bistvu upodabljaš, in hkrati ta neka pradavnost je, ne, v pesmi. Ja, mislim, mogoče to izhaja iz mojega otroštva, kjer se mi zdi, da so me na splošno zelo privlačili miti, tudi biblične zgodbe. Ne? Vem, da mi je ena od babic za zvečer brala zgodbe iz otroškega svetega pisma in pravzaprav se spomnim, da jaz tega nisem nikakor dojemala kot neko versko, religiozno besedilo, ampak kot pravljice. Ne? Jaz sem to enačila z, ne vem, grškimi miti, z mačko Murjo, pa z vsemi temi zgodbami iz otroštva, ampak sem pa čutila v vseh teh mitoloških pripovedkah, res ena taka skoncentrirana tradicija. Se mi zdi, da so to res, da je mitologija res zgoščeno človeštvo. Tako zelo so to polne zgodbe in ponavadi so misli zelo kratki, zelo lakonični. Tukaj ni nobenih opisov, niso narratološko razdelani, niti nobene logike, časovno skačejo. Pravzaprav danes, če bi nekdo napisal tako knjigo, bi rekel, da je to nedodelano, ampak ko jih pa beremo, zdaj se pa vsem čuti to. Se mi zdi, da so kot pač, ko se nalagajo fosili in recimo na dnu morja, ena na drugo in potem iz tega nastane nafta, ampak to so miti, to je tista res bogata zgodovina vsega. In zato se mi zdi, da so res dober vir navdiha zame in za marskaterega drugega ustvarjalca. V bistvu čudovite miselne povezave, kot mreža. V bistvu recimo grška mitologija, če prebereš, ali pa svetopismo. In potem torej naslov Dostop na odprto morje. Zakaj v bistvu sem šele zdaj začela z naslovom? Ravno zaradi tega, ker v bistvu vse to pride, lirski subjekt, subjektka do morja in se vse odpre. Torej ta motiv morja, ta motiv prelivanja in hkrati zgoščanja
in odbiranja, kar se torej tudi vidi v načinu tvojega pisanja. Torej, kje je zdaj subjektka, ki zajema svet, ki potuje, torej od Štokholma, Japonske in potem morje, ki je na nek način prapočelo? Jaz bi rekla vse povsod. Tako kot voda, ne, v tem stalnem ciklu, torej pač, recimo, ne, izvira iz neke skale v neki gori in kot mehen potoček steče v dolino, postane manjša reka, večja reka, se na koncu delti razvije v morje, shlapi in potem spet pade nazaj na zemljo. In v bistvu na tak način dojemam subjekta te pesniške zbirke, to stalno kroženje in vedno, predvsem, mislim, voda me je vedno navdihnila s tem, v kateri zbirki je bilo zdaj to, mislim, da napiše Peter Semolič to v svoji zadnji zbirki, kako je lahko tako živa in tako mrtva hkrati voda, ne. Torej, stalno se premika, ampak če pogledaš reko, poskus gleda ista, ne. Ampak ni pa to nikoli ista voda. To je zelo zanimivo, ne, ta živost in v bistvu mrtvost, ne, anorganskost. Torej, ta pretočnost tvoje subjektke se torej pretaka torej skozi vso pesniško zbirko in tukaj se mi zdi tudi zanimiv tvoj odnos do moških, ne. Prej so sicer načeli temo o položaju, na nek način patriarhata, ti imaš zelo zanimiv, nekompleksen odnos razvijaš v poeziji do moških, torej do tvojih prednikov, očeta, starega očeta, potem praočeta in to njegovo tragično zgodbo. In torej ta sestavljenost iz moških, če te parafraziram, kako v bistvu to besediti danes? Ker danes govorimo in načenjamo tudi drugačne stvari proti na nek način patriarhatu. Ja, saj ne vem, če bi kakšna feministka brala to pesem, se mogoče ne bi strinjala z mojo ubeseditvijo. Jaz sem tukaj probala biti res pač čim bolj iskrena, ne. V neki točki sem se pač tako počutila, jaz se iz recimo večjih trenutkov v svojem življenju, v otroštvu, sem se pač, ko sem pisala te pesmi, ozrla nazaj in sem ugotovila, kako zelo so me definirali, kljub temu, da me niso želeli definirati. Saj so me, pač tudi ženske, sigurno, ampak res ta pogled, ko sem pa enkrat šla čez to družinsko drevo, sem si pa v bistvu pomislila, kako je zanimivo, da te definirajo mrtvi moški, ki jih nisi nikoli niti spoznal, ne. Tako da pravzaprav iz neke zelo, zelo iskrene, iz nekega zelo iskrenega vzgiba, mogoče iz tega vzgiba, kako v moji družini se še vedno pripovedujejo zgodbe in kako se zato še verjamem, da je človek živ, dokler se ga spominjajo. Tako je. Bi se strinjala s tabo. Bi za nadaljevanje prebrala nekaj pesmi? Ja, lepo prosim. Samo da jih najdem. Evo, sem zbrala, torej za začetek To ni dežela za tujce, ki so jo omenili, in potem sestavljena iz moških, ki so jo prav tako omenili. Se mi zdi, da bo ta primerni na tem mestu. To ni dežela za tujce. Tam se strehe vihajo na krajih, kot stare knjige. In besede tečejo čez mostove, spodaj starodavna voda. Šla sem v svetlo deželo, da bi začutila preteklost, ki diši po lesu, da bi razumela stvari, ki tečejo, ampak moje besede so tekle čez druge mostove, spodaj prazne struge. Moje oči so bile preširoko odprte za počasnost njihovih zgodb. To ni dežela za tujce. Spodaj prazna voda. Sestavljena iz moških. Njegove oči imam,
temne in grenke, oči, ki ne razvodenijo z leti in se smejejo kot črni koščki oglja v ugaslem pepelu. Podobna sem mu. Oba sva drevesi, zariti v tla, ki naju hranijo, svoje roke razprostirava v zrak, stojiva trdo in pokončno, čeprav bi kdaj rada padla na kolena. Čelo spustila na zemljo, iz katere sva vstala in se razjokala. Preklela svet, udarjala s krvavimi pestmi. Ampak stojiva in s koreninami rineva globje, ker sva prežeta s strahom, da bova enkrat ostala brez tal pod nogami. Zato se najini hrbtenici ne upogibata, ampak vztrajata, dokler ju ne zlomijo. Za svojo neizprosnost se opravičujeva s potom in tišino. Nepoboljšljivo vztrajava dalje in upava, da naju smrt najde na nogah, da naju pokosi kot strela prekolje drevo in naju ne bo strah in bo bolelo samo za stotinko trenutka in nato bova šla spet nazaj v najino zemljo. Najlepša hvala. Nina, danes sva v bistvu osredotočeni na tvojo poezijo, pišeš pa tudi kratko prozo. Zmagala si tudi na tečaju Beletrina. Kaj je te navdahnilo ali pa ti dalo v bistvu načrt, da se osredotočiš na obe zvrsti? Pogostokrat se zgodi, da so pesniki raje pesniki, pesnice, pa potem pisatelji oziroma pisateljice. Ja, pravzaprav odgovora na to vprašanje še sama ne vem zelo točno. Vem, da je vzniknila pri meni želja po pisanju na splošno in potem, ko se je pojavila poezija in proza, sta šli zelo z roko v roki. Že od takrat, ko sem začela pisati, sem pisala tako pesmi kot prozo. Ko si pač mlajši in misliš, da pač je edina stvar, kar se lahko na svetu napiše roman, začneš potem pisati pri 12-13 letih roman, potem z leti spoznaš, da pač ne boš kar tako napisal romana in začneš pisati kratko prozo. Ampak mislim, da zato, ker se mi zdi, da lahko v obeh formah ubesedim različne stvari. Torej, poezija je bolj izpovedna, je mogoče, se rada poigram z simboli, z motivi in mi je všeč ta njena skrivnostnost. Medtem, ko pišem prozo, mi je zelo všeč, ker se lahko vživim v druge ljudi, v druge like, je manj, se mi zdi, izpovedna, manj je vezana name in je bolj usmerjena v druge ljudi, v druge dogodke in omogoča neke druge razsežnosti. Ja, in v bistvu tvoja kratka proza zna delovati na nek način zelo nonšalantno do sveta. Torej, ena izmed junakinj je v bistvu na nek način oseba, ki se lahko poigra s komerkoli in je v bistvu to na nek način ni brutalno, ampak je v bistvu zelo zabavno brati. Ja, tako kot sem pač po eni strani rekla, tudi pri poeziji, da pišem zato, ker česa ne razumem, tudi pri prozi velikokrat pišem iz stališča ljudi, ki so meni zelo različni, ker pač mi je všeč se postaviti v njihove čevlje in ugotavljati, kako oni vidijo svet, ne. Ker jaz recimo nisem ta nonšalantna oseba, jaz sem veliko bolj... Nisem želela tako predstaviti. Ne, sploh ne, ampak recimo jaz si bom veliko prej stvar jemala k srcu, potem pa imaš osebo, ki res lahko vse spusti v sebe in me pravzaprav to fascinira in potem s tem, ko se v tako osebo vživim in prek pisanja se res lahko, ne vem, živim še eno življenje. No, in to življenje je očitno zelo zanimivo, v smislu pisanja. Zanimivo mi je bilo pesem, torej Prilagoditev,
in beseda karantena. Na nek način ne bomo govorili o preroškosti, ker poezija sama po sebi je večna in v bistvu zahteva večna vprašanja, ponuja večna vprašanja, razmisleke. Kaj za tebe torej pomeni na nek način, ne samo v pesmi, prilagoditev današnjim okoliščinam, ne? Literarni večeri postajajo drugačni, pisanje pa v bistvu na nek način ni, ampak so okoliščine na nek način do določene mere tudi zelo vprašljive, kako dolgo lahko še tako živimo. Ja, res je. Je res, da so bili pisatelji mogoče najbolj navajeni na karanteno od vseh. Ampak kakšna je bila ta karantena, ker je bila svobodna izbira, ne? Točno to. Ja, res smo v enem obdobju hudega prilagajanja. Mogoče se je pokazalo, kako se ljudje vse ne znamo tako dobro prilagajati, kot smo morda mislili, ali pa oziroma nam je to precej nelagodno. Kar se tiče pisanja, se mi zdi, da se res čuti ta negotovost, predvsem še vedno smo vsi povezani s trgom, še vedno pišemo, pa pravzaprav noben pisatelj pri nas ne živi od pisanja, ampak vsak pisatelj si pa želi objavljati. Na koncu koncev, tudi če praktično ne dobi za to nobenega honorarja, ampak se mi zdi, da nam je vsem pomembno, da gre pesem, zgodba, roman, drama, karkoli, da gre v svet, da gre med bralce, da se bere. In se mi zdi, da vztraja ta strah, da se bo tako bistveno zmanjšalo založništvo, da že zdaj se pozna s pomanjkanjem financ, da bojo izginile določene literarne revije in določeni prostori, kjer bojo te objave mogoče, in to sigurno vpliva na ustvarjalce. Splet obstaja, splet je super, ampak dejstvo je, da je papir nekaj drugega. Edicija in same knjige, ne? Ja. Torej, ta problem založništva, potem tudi problem urednikovanja. Kakšno je pa torej potem tvoje mnenje o tezi pesnik, pesnica pa imata vseeno glas, oziroma katerikoli ustvarjalec, ki ga lahko da ali preko določenega profila, ali torej tiskane revije, ali pa danes, da se posnameš in v bistvu prebereš svojo pesem? Ja, kanalov za deljenje tega, kar ustvarjaš, je res ogromno, ampak ravno to se mi zdi, da je pa zdaj problem, ta poplava vseh kanalov, poplava vsega, kar je zdaj dostopno na spletu, in se mi zdi, da potem to spet postane, kar naenkrat ima pa je to lahko oseba, ki je pozitivno, pravzaprav umetnost pozitivno nagovarja, ampak v poplavi teh algoritmov, kjer se na koncu umetnost začne mešati z oglasi, se mi zdi, da to ljudi izčrpava vseeno. Ta ekran ni isto, kot če se ti en dan odločiš in rečeš, jaz grem pa zdaj na literarno branje, na gledališko predstavo, in je to vedno skupna izkušnja. Mi iščemo to skupnost, zakaj gremo v kino, ko lahko danes vse filme gledamo doma, zakaj so ljudje včasih hodili v cerkev in tako naprej. Ta skupna izkušnja, da ljudje sedijo v istem prostoru in se ta energija nekako širi. Tako so in gledališke predstave in literarni večeri vsakič malo drugačni, enkrat je naboj bolj sproščen, enkrat je bolj zasanjan, pač karkoli, ampak ta pristen stik umanjka, in se mi zdi, da tistim, ki jih res umetnost nagovarja, da jim je to še vedno eno veliko pomanjkanje, kljub temu, da je večina stvari dostopnih na spletu. To pogrešamo, in ti si v pesmi Lahko bi sedli drug drugemu na ramena govorila tudi o tem, o skupnem branju, v rogu. Bi mogoče podelila to pesem z nami, ker se mi zdi ta trenutek zelo pomemben za na nek način obujanje spominov in skupnih literarnih večerov. Ja, lepi spomini. Z veseljem, ja. Lahko bi vsi sedli drug drugemu na ramena, pa ne bi dosegli stropa te sobe.
Ležimo na vlažnih tleh, oblečenih v razparan pliš in štejemo sledi ugrizov v ometu. Usta nam zapre vonj po zatohlem. Prižgali so pogrebne sveče. Samo ironična šala, to je vse. Luč utripa po svoje. Vsakič izgubim eno misel. Vsakič je kup naloženih ljudi tanjši. Vsi smo s sabo prinesli svoje podpovprečne muze, neprivlačne, neprijazne. Tisti v prvi vrsti ima verjetno neko bolezen in nek ljubosumnež bere sebe, vsem nam, ki se beremo nazaj in oboji sovražimo branje. Premažemo se s plastjo staljenega stekla, da lahko verjamem, da nisem jaz. V kotu. Pred sobo, ki je cela en sam kot in se razteza pod modrimi lučmi. Poslušajo me samo zimski čevlji, ki po pasje stražijo moje gležnje. Podarjene besede računamo ugodno in jih zamenjamo za usodo, ker nas ne zanimajo naključja, nalepljena na pločnike. Ležimo na tleh šepave, popraskane tovarne. Ne vemo več, od kdaj imamo tudi mi modrikasto ogrizena telesa. Najlepša hvala. Nina, kakšni so bili sedaj občutki po izidu zbirke, po vseh teh kritikah? Mogoče si bila sedaj tudi deležna manj literarnih večerov in predstavitev same pesniške zbirke zaradi nastalih razmer. Že ustvarjaš kaj novega? Ja, pravzaprav se trenutno ukvarjam s kratko prozo. Se mi zdi, da je to res... Proze se lahko lotiš precej bolj obrtniško, se mi zdi, kot poezija. Tudi poezijo si seveda da, ampak ko včasih pri poeziji lahko naletiš res na zid in ne veš več kako naprej, medtem ko je proza mogoče tukaj malo bolj gibčna, ne? In tudi uredniki se mi zdi bolj odprto pri njej dostopajo. Mogoče imamo res v Sloveniji ta kult pesnika kot genija, ne? Ker je pač včasih že kar malo bogokletno, da ti pesem nekdo drug popravlja. Se mi zdi, da je pri prozi to manj prisotno. V glavnem, dale se predvsem s tem ukvarjamo. Ja, s kratko prozo je kar dolgotrajen proces, se mi zdi. Drugače pa se strinjam, na splošno se mi zdi, da smo pesniki in publika zdajle ostali brez marsikaterega dogodka. Ampak sem prepričana, da bomo nadoknadili. Ampak torej tudi družimo se zdaj po Zoomu. Bi mogoče prebrala še kaj novega? Ja, z veseljem. Sem izbrala 3 nove, ki so sicer iz enega cikla naslovljen, ki je naslovljen Jesen-zima. Obljubim si, da ne pozabim besede ne. In vsakič bolj modrih. Vsakič bolj oči. Razbeljeni plameni samo na pol osmišljajo temino novembrskih popoldnevov. Izdih praznih stolov morda ni zavrnitev. Je pa spoznanje, da so sami samo malo manj ljudje. Obljubim si, da ne pozabim tišine. Besede, oči. Saj se kdaj najdemo, do gležnjev zakopani v jesenskem listju, neuravnoteženi v letih, ampak skupaj spleteni v vozle na dolgi beli niti. Čeprav ne moremo razumeti, kako neskončno se razprostiramo v spominu drugih in oni v nas.
se enkrat končno zmoremo posloviti pravočasno. In še zadnja. Kako pristajajo vrane, obtežene slabo vestjo, vedoč, da ni noben otrok premlad za smrt ali prenaiven za nasilje, se sklonijo vejice in se svetloba nad ledom razleti vse tvoje drobne zgodbe. Najlepša hvala. Ja, rekla bom zanimivo občutenje, preciznost pesmi sem že sicer brala, ampak tudi prisluhniti je zelo lepo doživetje. Nina Krimžar, kaj bi podelila v tem času kot pesnica v decembru, ko so lani druženja še šla, še bila mogoča, zopet mogoče govorimo o evropskem belem človeku, ko se je ta vest o koronavirusu mogoče še nam zdela oddaljena ali pa mogoče samo novinarsko napihovanje, kaj bi gledalkam, gledalcem podelila? Ja, predvsem strpnost. Se mi zdi, da tega manjka in se mi zdi, da tisti, ki imajo težave s strpnostjo, da ne posežejo po kakšni knjigi. Ker mogoče je težko biti empatičen, če nisi natreniral empatije, in knjige izvrstno trenirajo empatijo. Tako da kot smo pesniki, se velikokrat doma usedemo za mizo in mogoče kdaj, ko nas kaj razburi, prelijemo na papir in damo ta papir v predal. Bi bilo mogoče to primerno tudi za koga drugega v družbi, mogoče za vse v družbi, da ta notranja cenzura, kaj je moje občutje in kaj je tisto, kar sem sposoben na en empatičen, sprejemljiv, strpen način podeliti z drugimi. To, način komunikacije. Da smo spet skupnost, ko smo govorili. Tako. Nina Krimžar, iskrena hvala, da si bila moja gostja na literarnem zajtrku v sodelovanju z Iblo. Za naju vestno skrbi živa, tako da tudi živi hvala. Vam pa želim lep petkov večer s knjigo, tudi z dobrim filmom, ker tudi dober film človeku odpre nova obzorja. Ali pa tudi to, da nam pišete. Bodite lepo, vidimo se ta ponedeljek, ki prihaja z Esadom Babačičem. Lep večer. Adijo, lahko noč. Adijo.